Pozdravljeni gledalci Ljubljana TV, nahajamo se v Spodnji Šiški na igrišču istoimenske osnovne šole. Tukaj mi družbo delata Janez in Gašper iz Basket Ljubljana center 3x3 basket ekipe. No, ne vem, kako je zaporedje teh Basket Ljubljana center 3x3. 3x3 Ljubljana center. Tako, 3x3 Ljubljana center Okay, na basket. okay. Prvo vprašanje za moja gosta. Zakaj sta na tem igrišču v Šiški in ne v Tokiu? Tole si ne, zdaj direkt iz prve si ne kar v srce zbodel, zato ker nova lagala, mislim, da se Gašper tudi strinja, da smo zadnji 2 leti kar precej razmišljali o tem. Je bila to seveda naša velika želja, ampak moramo priznati, da zadnji 2 leti je bila najboljša slovenska ekipa 3x3 Piran, in ker ima samo pač ena košarkarska ekipa možnost zastopati slovenske barve, so nas tudi oni zastopali na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre. Nažalost jim to letos ni uspelo, čeprav so bili res dobra ekipa. Mislim, da so tudi rangirani 7. na svetovni lestvici, pa ki jim je na koncu mogoče zmanjkalo malo športne sreče. Naša želja je bila to res velika, da bi bili mi tisti, ki bi naše barve zastopali, ampak lansko leto na državnem prvenstvu, v bistvu ne vem, če poznaš sistem državnega prvenstva, ampak potekajo v bistvu 4 kvalifikacijski turnirji, na koncu je finalni turnir, in skozi vse kvalifikacijske turnirje smo mi kazali res dobre predstave. Smo tudi Pirančane, mislim, da 2-krat ali 3-krat premagali, in v bistvu je bilo vse nared na finalu državnega prvenstva v Ljubljani. Lansko leto je potekalo pred nama, finale je potekal glih med nami, med 3x3 Ljubljana center pa 3x3 Piran, ampak so bili oni nažalost boljši, tako da ja, to je krajša zgodovina. Gašper, ne biti preveč slabe volje. Ne, sej, mislim, tle je super. Vsi Šiškarji pa tudi širše, mislim, da bodo poznali igrišče. Fajn na tartanu in z verižno mrežco. Ravno predvčerajšnjem sem se menil s frendi, ki je še v Ljubljani, ta veriga okolo obroča. Si slišal? Tukaj v Šiški. Upam, da tudi gledalci slišijo, ja. Da se tukaj 2x2 sicer igra. Ok, mogoče eno tako vprašanje generalno glede 3x3 basketa. Zdaj ljudje bojo večinoma poznali 5x5, to, kar zdaj gledajo na olimpijskih igrah. Pa ne bomo šli v pravila, ampak kaj drugače zahteva od košarkarja, oziroma kaj so te neke karakteristike košarkarja, zakaj bo ful dobro v 3x3, pa mogoče ne na 5x5 ali pa obratno? Jaz mislim, da najpomembnejša razlika je, da v 3x3 košarki mora biti ekipa prijateljev. Morajo se res razumeti med sabo in zmaguje prijateljstvo nad košarkarskimi sposobnostmi. Tako da mislim, da je največja razlika ta kemija v ekipi, ki je manjša, ki so samo 4, morda 6 članov ekipe, in morajo biti res povezani, kar pa v 5x5 košarki ni nujno. Ni tako nujno. Zdaj 3x3 v tem nekem uradnem formatu, recimo, da kaj nekih 10 let, recimo, da se prav fura to tudi na najvišji ravni, se pravi FIBA in podobno. Zdaj zanima me, kdaj ste pol vi presedlali iz tistih, ne vem, raketa podaja pravil ali pa ven iz trojke, pa žoga za tistega, ki je dal koš in podobno. Kdaj sta vidva, recimo, ali pa vsi vaši soigralci spremenili pravila, tudi ko ste vi igrali, da ste se prilagodili tem novim pravilom? Ja, zdaj v bistvu zame osebno, jaz sem se eno poletje s prijateljem prijavil na državno prvenstvo. Na državno prvenstvo, ki ga organizira Košarkarska zveza Slovenije, tako kot sem prej omenil, par kvalifikacijskih turnirjev, in takrat sem se pač tako navadil. V bistvu, čeprav tudi takrat, ko sem prvič igral državno prvenstvo, ko sem šel popoldne na basket s prijatelji, smo še kar po teh starih klasičnih street pravilih, smo še kar to igrali.
ampak bi rekel, potem nekako skozi leto, dve, ko so pa mogoče apetiti zrastli, ker smo se tudi nekako dobivali fantje z isto miselnostjo, ker smo nekako videli malo več ambicije, malo več potencijala v tem športu za nas. Bi pa rekel, da smo tudi takrat, tudi zdaj v bistvu probam prepričati prijatelje, ki gremo na igrišče, da igramo s to manjšo žogo. Pa pač, da je bolj dinamično, da se malo več laufa, da se malo več kontakta, čeprav dobro. Pri street basketu je tudi tako. Ampak ja, jaz bi rekel, da je bilo to nekako postopoma, ampak prvič pa na državnem prvenstvu. Ja. Kje se igra, na katerem igrišču se igra najboljši basket v Ljubljani? Pa ne reči Spodnja Šiška. Ja, mislim, da poleg Spodnje Šiške se definitivno igra tudi na Koleziji. Zato vem, te dva so mislim tudi glavna igrišča za igranje. Pa morda Pop TV. Pop TV. Na Pop TV-ju imaš zmer. Pop TV se tudi igra dober košark. Ki se trenutno obnavlja. Ja, smo sprejeli prišleke, v Kodeljem smo sprejeli prišleke iz Pop TV igrišča, ampak se pojavljajo spori, ker mi hočemo igrati 3x3 pravila, oni pa še po starem. To je pa res. Tako da vsak igra na svojem košu in nismo se še čist privadili ena druge, ampak tako je. Mogoče vprašanje glede samega zdaj, ne vem, a je klub sploh prava beseda za 3x3, zdaj kako se primerja ta vaša ekipa ali to je v bistvu ekipa? Kako se primerja pač s klubi, ki imajo neke pogone, pa mladinsko šolo in podobno in potem to člansko ekipo? Kako je to zrihtano v 3x3? Ja, zdaj na čisto osnovni ravni je 3x3 basket oziroma 3x3 ekipe so res dejansko, da ti nabereš dobre prijatelje, s katerimi misliš, da se dobro dopolnjuješ na igrišču, se zbereš in greš špilat. To je nekaj čisto osnovna in mogoče tudi, kot je Gašper prej rekel, je res osnova neko prijateljstvo, seveda z nekimi košarkarskimi sposobnostmi, ki se dopolnjujejo. Ampak tako smo tudi namreč mi začeli, ampak potem pa v bistvu nekako ambicije, apetiti zrastejo, pa ko smo v bistvu tudi osvajali različne nagrade na kakšnih turnirjih, prihaja tudi v bistvu nekako do težav z izplačili teh nagrad. Zato smo tudi mi v bistvu lansko leto, lani ali predlani, zdaj tale korona je čez zmešala čase, ampak smo ustanovili društvo 3x3. In v bistvu vzrok oziroma razlog za ustanovitev tega društva je bilo, tako kot sem rekel, malo zaradi izplačila nagrad, malo pa tudi zato, ker smo v letu pred covidom smo v bistvu zagnali košarkarsko šolo 3x3 v Ljubljani. Sicer treningi so nažalost potekali samo pol leta, ker potem se je pač zgodila ta neželena situacija. Potekali so dvakrat tedensko na srednji zdravstveni šoli v Ljubljani. In v bistvu so ustanoviteljem tega našega košarkarskega društva, Lukom Snojem pa Gregom Kajnihom, smo nekako imeli neko idejo, da bi probali navdušiti vse te fante oziroma tudi dekleta vseh starosti, ki nekako niso našli več prostora zase v 5x5 košarki, da bi imeli neko še popoldansko rekreacijo in imeli tudi, ne vem, pač nek užitek v športu, za samozavest in vse tako. Ampak ja, zaenkrat je vse to nekako na hold in čakamo tole COVID situacijo, da se razreši. Ne? Torej, vi ste v bistvu kolegi, ki ste začeli skupaj igrati basket. Od kje se poznate? Zdaj tle vas 6 danes trenera, a vas je še? Kako ste res ta prvi klik, kako ste začeli? Oni so začeli malo prej, so se že prej poznali. Mene so kasneje priključili zraven, ker jaz jih nisem poznal, razen Snoja. In me je poklical, če prijem en basket, sem prišel, da malo probamo igrati. In pol mi je povedal njihov plan dela, kako bo to. In pol, ko smo spoznali ostale fante, smo se res bližali na vsakem turnirju, ko smo igrali več, smo se več družili in tako res smo postali dobri prijatelji. Tako smo se pokonektali in jaz sem tako začel zdaj z njimi igrati. Prej sem igral z eno drugo ekipo, isto prijatelji, ker, kako je pravim, ta 3x3 košarka je res igra za prijatelje. Gremo na kratke oglase, pa se vrnemo tako v Spodnjo Šiško.
Dobrodošli nazaj na Ljubljana TV. Še vedno smo v sončni Spodnji Šiški na igrišču istoimenske osnovne šole. Tukaj pa sem v družbi 3x3 Basket Ljubljana, center ekipo. Družba in delata Janez in Gašper. Kakšna sezona je trenutno za vašo ekipo? Ja, to je spet nekako vprašanje povezano s COVID-om. Ne? Zdaj, v bistvu tako je, da pri nas poteka, mislim, pol naše ekipe je še vedno aktivne v 5x5 košarki. Tako da nekako v zimskem času tudi turnirjev ni, ampak tudi če bi nekako bili, bi imeli mi velike težave z udeleževanjem, ker fantje so seveda vezani na pogodbe. Mislim, da je tudi vsakem od nas v interesu, če pač igra v klubu 5x5, da si tudi tam želi tekme igrati. Čeprav imamo mislim, da imamo vsi majhen rajš 3x3, ampak še kar ti to nekako dolžnost govori. Zdaj pa to poletje je pa nažalost tako, ne. Veliko turnirjev na ravni FIBE je odpovedanih. Če sam pomislim, kako je bilo 2 leti nazaj, je bilo recimo turnirjev na ravni Challenger. To v bistvu ti bom še malo razložil, na FIBIni ravni imaš ti v bistvu tri ravni turnirjev, najnižja so sateliti, potem imaš FIBA Challenger in potem FIBA Masters, ki se šteje za svetovno serijo. In da ti zmagaš, recimo, če zmagaš FIBA satelit, si uvrščen na FIBA Challenger, če zmagaš, oziroma si drugi na FIBA Challengerju, si uvrščen na Masters. Zdaj, mi smo bili nekako na nivoju Challenger, oziroma med satelitom in Challengerjem, nekako smo skozi trkali na vrata za kaj več. In zdaj v letošnji sezoni FIBA Challengerju mislim, da sta bila samo 2. Če pa pomislimo, pred COVID-om jih je bilo po 30 na sezono, po mojem, ne? A je tako, Gašper? Po 30. Tudi po 2 na vikend se vaja. Ja. Tako da trenutno je situacija v tem nekakšnem mednarodnem merilu zelo okrnjena in je nekako zelo težko zraven priti. Glede državnega prvenstva pa poteka solidno, bi rekel, ne. Zdaj nas čaka, v soboto nas čaka zadnji kvalifikacijski turnir pred finalom državnega prvenstva. Trenutno smo na lestvici, mislim, da drugi spet, ne. Tako da naše želje in ambicije ostajajo iste kot pred olimpijskimi igrami. Mi gremo na zmago. Sem prepričan, da bo trd boj, ampak tako je, včasih ti mogoče mora še boginja Fortuna kakšno srečo nameniti, pa mogoče nam letos uspe osvojiti naslov državnega prvaka. Bomo videli, pustimo se presenetiti. A se 3x3 lahko igra v dvorani? Zakaj vedno se tudi na olimpijskih smo gledali, igra se na odprtem, pa na tej tartanu, v bistvu, ali na kjer je ta prav podlaga? Na gumi. Ja, 3x3 je čar zunaj igrati, ja. Ne vem zakaj, ampak pogoji od zunaj, že rečeš sonce, znoj, pretep, tu so te glavne lastnosti 3x3 košarke, ki jo delajo zanimivo, za večino, ki jo igramo. In čim to predstaviš v dvorano, izgubi en velik ta element, ki jo dela bolj posebno od 5x5 košarke. Tako da, ja, definitivno se mora igrati zunaj, če se le da je pokrito, da dež ne more zmotiti, ampak da še zmeraj, da je zunaj, da je sonce, publika in pretep. Jebi ga. Ja, okej, moram se obvezati na ta pretep. Zakaj pretep? Je bolj, sama pravila bolj dopuščajo fizično igro. Tako je, ja. Same pravila in sodniški kriteriji je veliko bolj dopušča kontakt igro, določene prijeme, ki pri 5x5 košarki bi bili sankcionirani s prekrškom, tukaj niso. In tu omogoča veliko bolj čvrsto igro. Zdaj, prej smo se pogovarjali omenil si, kak je v bistvu slovenski basket 3x3 v bistvu tam, mislim, da 2013-2018 veljal res v vrhu.
da je bil zdaj mogoče nekoliko, ne bom rekel zamrl, ampak mislim, da ujel nas je svet, če tako rečemo, mislim, da je ok. In prišlo je tudi do menjave generacije, se omenil. Zdaj, a je prišlo do menjave generacije tudi v vaši ekipi, oziroma kako izgleda sploh ta menjava generacije, kako izgleda rekrutiranje novih kadrov, koliko uspešni ste sploh pri tem? Ja, jaz mislim, da kar smo uspešni, bi rekel, da smo tudi ena mlajših ekip, definitivno ena najmlajših ekip v Sloveniji. V bistvu se je nekako začelo vse z Lukom Snojem. No. Luka Snoj je v bistvu prvi slovenski oziroma prvi evropski igralec, ki je igral v prvi profesionalni 3x3 ligi na Japonskem. In nekako v bistvu smo ta naš klub, letos smo začeli tako nekako, da sem bil jaz v eni ekipi, pa smo Snoja nekako poznali še iz 5-na-5 košarkarskih igrišč, smo se malo skozi bockali, potem smo ga na parih turnirjih premagali, pa smo ga hecali, dajmo skupaj zaigrati. In se je po eno leto se je odločil in smo se združili, smo skupaj igrali. Potem bi pa rekel, da smo vsako leto enega do dva mladega igralca dodali, tako kot je prej recimo Gašper omenil, da prej nas niti ni poznal, je v bistvu Luka poklical Gašperja. Potem lansko leto smo dodali Žiga Habata, ki je letos igral za Šentjur v prvi ligi. Za letos se nam je pridružil še Leon Šantel. To so v bistvu vsi neki mladi igralci, 25 minus let. Letos oziroma lani nam je preskočil na pomoč še Aljaž Korošec, ki je sicer koliko je, 28 je, ne? Ampak v bistvu v 3x3, 3x3 mislim, da lahko vrhunsko igraš vse do 36, 37, 38 leta. Recimo, če samo omenim Simona Finškarja iz 3x3 Piran, ki je neverjetno pripravljen in je mislim, da v 40, 41 letu. Ja. Tako da v bistvu, čeprav je mogoče košarka 3x3 bolj dinamična, še kar lahko. Tako da jaz mislim, da all in all bi rekel, da smo zelo uspešni, ampak vse nekako, tako, če se spet vrnem na Gašperja, mora res bazirati na ravni prijateljstva. Mi ne rečemo nekomu, če bi z nami igral sam zaradi njegovih košarkarskih sposobnosti, ampak mora biti tudi nekaj v ozadju, da vidimo, da bi se mi lahko dobro ujeli. Zato, ker konec koncev ti potuješ na turnirje, greš v tujino, spiš skupaj in na teh turnirjih pač ni košarka 24/7. Košarka je mogoče 12 ur moraš pa tudi pač s človekom skupaj biti, si mogoče pogledati kakšno mesto in moraš biti prijatelj. Zdaj torej vi vsi v bistvu nekako logično izhajate iz 5x5, originalno ste začeli trenirati. A lahko pričakujemo, da bojo zdaj začele prihajati generacije, ki so v bistvu odrasle na bolj nekako na 3x3, da so že nekako bolj v nekem pravem režimu trenirali. Mislim, da se pozna pri nekem 18-letniku, da ne vem, kako ne rečem, da bolj šteka pač igro kot nekdo, ki vendarle izhaja iz teh 5x5 dvoranskega basketa pa pride na igrišče. Ja, vsekakor mora imeti neke osnove košarkarske, razumeti košarko, ne glede 3x3, 5x5, osnova košarke igra 2x2 in mislim, da tudi 3x3 igra 2x2 največ od vsega in mislim, da lepo bi bilo, da bi se začela tudi košarka 3x3 pri mlajših, ker bi se lahko lažje selekcionirala igralce za 5x5 in 3x3. Tudi osnovali bi se lahko ekipe veliko prej, boljši prijatelji bi lahko bili, boljša kemija in posledično tudi boljši rezultati. Tako da jaz upam, da bo enkrat zaživela tudi 3x3 košarkarska šola, ampak v Sloveniji je od tega verjetno še zelo daleč, zaradi tega, ker vsi 5x5 klubi držijo svoje mlade pod svojim okriljem in je zelo težko zraven prijeti. Sploh brez močne podpore občine, promocije in tako naprej. Zadnje vprašanje, vidim, da nimate trenerja, to pomeni, da na treningu, ampak tudi sicer ni trenerja, ni te avtoritete. Kdo je avtoriteta? Fanadi je glavni igralec, najbolj glasen igralec. Ni nujno, da je najboljši, ampak najbolj glasen igralec. Pri nas je tu ponavadi Aljaž Korošec, možno tudi Luka Snoj kdaj, ampak ponavadi je Aljaž Korošec.
Pomembno je, da imaš enega glavnega, ki je motor, glas ekipe, ki potegne na timeoutu, reče glave skupaj, stisne obrambo, gre naprej. Čar 3-na-3 košarke pa tudi, da ni trenerja. Treniraš, kolikor želiš, igraš, kolikor želiš, delaš, kar želiš. In Kdo dela menjave? Sami med sabo se menjamo. Če čutiš, da rabiš menjavo, greš ven. Če čuti igralec, ki je odzuni, da nekdo noter rabi menjavo, ga pokliče, se zmenimo, menjava in to je to. In lih v temu pride čar do tega, da moraš biti kemija v ekipi, da ni zamer, da se ne menjaš ali pa se menjaš, da se začuti, kdo je v ritmu igre, kdo je vroč in tisti igra. Te kapce so kje na trgu dostopne? Ne še, lahko pa, če je povprašanje, bo tudi ponudba. Ok, jaz bi se vam najlepše zahvalil. No. Hvala tudi Pa vas pustil, da greste nazaj na basket, dokler je še tako lepo sonce in lepo zdrav gledalcem na Ljubljana TV. Gledamo se. Čau. Čau.